Z menoj je danes prijetna sogovornica, to je Karin Košak Arzenšek, magistra farmacije in obenem docentka in predavateljica na Fakulteti za dizajn. Tam predava o zgodovini pohištva in o zgodovini notranje opreme. Je velika poznavalka umetnosti, njenih teoretičnih izhodišč, konceptov, medsebojnih vplivov, zlasti pa zgodovine. Trenutno nastaja obširna znanstvena monografija, kjer se Karin Košak Arzenšek loteva umetnosti, upoštevaje njeno zgodovinsko, filozofsko, kulturološko in družbeno ozadje. Je tudi avtorica zbirke črtic, refleksije iz galerije, kjer v zelo lepem liričnem jeziku pripoveduje o ikonah oblikovalstva in o nekaterih likovnih umetnostih. Njen pogled je po eni strani zazrt v čudovito preteklost, ki pa ga spremlja refleksija v sedanjosti. Torej danes z mano poznavalka umetnosti in zlasti interierja in pogovarjali se bova o pohištvu in kakšno mesto so našle živali v pohištvu in tudi v interierju. Ampak najprej moramo seveda razjasniti pojma pohištvo, to se nam zdi, to imamo vsi sedimo, vsi nekje spimo. Kaj je pravzaprav pohištvo, od kdaj ga imamo in kaj je to kot del interierja? Ja, torej pohištvo, že slovenščina pove, da se nahaja nekaj v hiši, ampak dejansko pa, če pogledamo pa recimo etimologijo besede v francoščini, fournir v bistvu pomeni nekaj oplemenititi, nekaj preskrbeti in to recimo ta beseda se v nemščini pojavi kot das Möbel. Mobilje je tudi v bistvu podoben izraz, ki pomeni, da nek prostor osmisliš z določenimi elementi. Zdaj, pohištvo v smislu, kot ga mi poznamo, pravzaprav izhaja šele iz časa 3000 let pred našim štetjem, Mezopotamija, Stari Egipt. To je daleč nazaj. Čeprav so pa že prej našli pohištvo na Škotskem pravzaprav, ohranjeno pohištvo iz kamna, kjer so bile dejansko omare, mize, ampak tisto pravo pohištvo iz lesa pa najdemo predvsem v Starem Egiptu, kot sem rekla. In kako vemo pravzaprav za te elemente in še druge predmete? Leta 1922 je angleški arheolog odkril grobnico skoraj nepomembnega pravzaprav faraona Tutankamona. In v njej ker so našli 5000 predmetov, ki so bili fantastično ohranjeni, zaradi tega, ker je bila klima, ki jim je to omogočila. No in tam so našli, poleg seveda sarkofaga, ki je bil zaklenjen, če lahko tako rečem, v 12 različnih elementov, od skrinj in recimo odmar in tako dalje. Ampak našli so pa recimo posteljo, ki je bila namenjena pogrebnim svečanostim v obliki 2 svetih krav, ki sta med rogovi nosili sončev disk. Sonce, namreč sonce kot najvišji bog pri Egipčanih, Ra oziroma Re, je bil tisti, ki sta ga ti 2 kravi, pravzaprav stari, torej starodavni kravi, ponesli v nebo in je razsvetljeval torej svet. Tako da to pohištvo se potem seveda razvija naprej, predvsem, če pogledamo v starem veku, Grčija, Rim, ni bilo zelo veliko različnih kosov pohištva, ker v bistvu tudi klima na en način tega ni zahtevala. Ampak je pa recimo en stol v obliki črke X, ki se potem vedno znova in znova poraja v različnih obdobjih, recimo v renesansi kot Dante. In če lahko pogledamo v zgodovino, največ kosov pohištva, ki so jih na novo razvili in ki jih poznamo še danes, seveda v drugačnih oblikah, z drugačnimi materiali obdelanimi in tako naprej, je bilo v 17. in predvsem pa v 18. stoletju. To pa ni tako daleč nazaj. To pa v bistvu sploh ni tako daleč nazaj. Čeprav je recimo ena zelo zanimiv element, pri katerem
so uporabili neskončno veliko različnih figuric, tako človeških, kot recimo fantazijskih in pa tudi živalskih, o katerih se v bistvu pogovarjava. Izhaja iz časa renesanse in so ga razvili predvsem v severni Italiji in se imenuje stipo a bambocci. Bambole, ne? Torej male figurice, in ta stipo je okrašen s stotinami različnih izrezlanih figuric. Se pravi, realnimi in fiktivnimi. Ja, kot sem rekla, fantazijskimi, realnimi in tudi živalskimi, recimo. In en od takšnih primerov, zelo lep, recimo, to je v bistvu pisalna omara, ko se odpre zgornja ploskev, ta ploskev rabi oporo in opora sta dve glavi orla. Orel, lev, to je vedno predstavljal oblast, močne, vsi oblastniki v bistvu so si želeli imeti to. To so najpomembnejši živali, nekako, ne samo v pohištvu, ampak sicer kot simbolika vladanja. Tako, kot simbolika vladanja, in to so recimo levje šape so se pojavile seveda že pri starih Grkih, Rimljanih in tako naprej, potem pa jasno v času renesanse, ki na en način. No, jaz sem se najprej spomnila na Friderika II. In na germanske orle, ki so preživeli tako. Orel in lev sta imela neko... Ja, avstrijski imperij, še prej pa rimski in tako. Živali so vedno našli neko mesto v pohištvu in v kosih, ki so nas obdajali. To niso bile samo omare, stoli, mize, ampak tudi kakšni drugi predmeti, ker vse drugo tudi spada k interjerju. Kaj prištevamo še k interjerju? Interjer je zelo, zelo kompleksen pojem pravzaprav. To ni samo pohištvo ali pa svetila. Nasprotno, to so recimo lahko tapiserije v starih, bom rekla, sobanah časih in tako naprej. Danes tapiserij v tem smislu nimamo več. Včasih so jih imeli za oblogo proti, recimo, vlažnosti in tako naprej, ali pa seveda za okras. No, ampak recimo perzijske preproge. Perzijska preproga je pravzaprav, pravijo, da svilene niti žarijo tako kot vitražna gotska okna. In perzijska preproga je dejansko tablo, je slika, v katero so vtkane poleg recimo rastlinskih motivov, živalski motivi, od levov, antilop, ptičev. Ptiči sploh je nek... Abstrahirani ali v Perziji, abstrahirani v kavkaških pa... Dejansko v njihovi pravi podobi. Se pravi, ptiči so bili od nekdaj, so predstavljali pravzaprav simbol elegance, lepote in predvsem pa svobode. In zato so bili zelo velikokrat upodobljeni na različnih elementih, lahko tudi morda v figurinah porcelanskih manufaktur, ki so nastale v 18. stoletju v Evropi. Prej so morali porcelan uvažati predvsem iz Kitajske, ker Japonska je bila 300 let pod šogunatom Tokugavo in je bila praktično zaprta pred svetom, šele odprla se je leta 1868. No, in te porcelanske manufakture so nastajale potem v začetku 18. stoletja, potem, ko je v mestu Meissen alkimist dejansko pod, bom rekla, prisilo skoraj da Ludovika Močnega moram odkriti formulo pravega porcelana in to mu je tudi uspelo 1708 in takrat se je potem Meissen porcelanska manufaktura se razvila in recimo Sèvres in prav predvsem po figurinah je Meissen zelo znan. In tam je zelo veliko teh živalskih motivov, recimo od petelinov do nekih recimo ptičev, medvedkov, ne vem še česa. Omenili ste Kitajsko in ta prihod porcelana potem v zahodni svet. Kaj pa Japonska in japonske živali v umetnosti interjerja? Japonska je veliko stvari prevzela po Kitajski. Tako seveda tudi simboliko
živali, kot so recimo žerjavi, ne, simbol ne samo elegance, ampak tudi svobode, ponovnega rojstva. Nasploh recimo simboli rodovitnosti, dolgoživosti recimo, ne, so bili v zgodovini izjemno pomembni, ne, ker je to pravzaprav neka človeška, kako bi rekla, večna želja, kako dolgo živeti in tako naprej. Da bi zmaju na krila mogel se uspeti, da bi mogel nesmrten živeti. Neka pesem iz kitajske lirike mi je zdaj. Sem se spomnila. Zmaji recimo pridejo z vzhoda. Zmaji pridejo iz vzhoda, ampak na vzhodu predstavljajo dobroto, srečo. Zmaj je pravzaprav šele v krščanski kulturi pravzaprav pridobil to slabšalnost, pejorativnost. Ker ga mora sveti Jurij uničiti. Recimo en čudovit kos. Pa Zigfrid mora tudi ubiti zmaja. Zigfrid mora tudi, pa je sveti Jurij. Recimo en čudovit kos, element pohištva, ki predstavlja to simboliko zmaja, je ustvarila irska oblikovalka Eileen Gray tam na začetku 20. stoletja. Ona je bila, bom rekla, avantgardna oblikovalka. Iz Irske se je preselila v Pariz in se tam najprej pri enemu japonskem mojstru Sugavari naučila japonskega lakiranja pohištva. Japonci namreč uporabljajo en lak uruši, ki ga nanašajo in ga potem v desetinah in desetinah plasti vsako posebej polirajo. Drugače kot naš šelak. To je drugače. Drugače. Mislim, šelak je v bistvu smola, saj to je tudi neke vrste smola, ampak je to prav, to je postopek iz ene torej rastline, ki se ji reče Toxicodendron verniciflua in ta je prav značilna za japonsko in za ta lak uruši, ker pa imamo tudi kitajsko lakiranje, ampak Japonci lakirajo s tem lakom in ona se je tega priučila. No, in v svojem opusu ima seveda fantastično funkcionalno pohištvo, to se pravi pohištvo, ki je sestavljeno zgolj iz kovine, recimo potem mogoče kakšnega vezanega lesa, stekla in tako naprej, ampak en njen kos pohištva, ki je pa doživel tudi na aukciji izjemno visoko ceno, ker je bil last Yves Saint Laurenta, je pa fauteuil au dragon, torej naslonjač z zmaji, ki ima oziroma ne sedalo, ampak naslonjalo za roke v obliki zmajev. Tako da to so res zelo zanimive stvari. Tudi tako, če pogledamo labodi, naprimer. Labod, Apolon, bog Apolon, bog svetlobe, umetnosti, zaščitnik mus in tako naprej, se je pojavljal v večjih različnih oblikah, recimo. Lahko kot delfin, ki je tudi simbol upanja, rešitve in tako naprej, ali pa recimo kot labod. In zanimivo je tudi to, no, da ker je on bil tudi, torej Apolon je bil bog glasbe in rečeno je, da ko labod umre, se njegova duša preseli v dušo Apolona. In zato tudi pesnike, poete, v bistvu upodabljajo kot labode. Ja. No, in zanimivo je to tudi, da je bil labod en najljubših dekorativnih elementov soproge Napoleona I. Bonaparteja v času empira, to je čas med letoma 1805 in 1815. In ta labod se je pojavljal potem marsikje kot zaključek, recimo na kakšnih stolih, omarah, komodah in tako naprej. Ne? In z Napoleonom in empirijem pravzaprav povezujemo veliko pohištva, ki ima neke živalske elemente. Ja, zaradi tega, ker Napoleon je s tem, ko si je nadel ime cesar, ne, ker v Franciji so kralji, niso cesarji, ampak Napoleon si je nadel ime cesar, zato ker on je hotel poustvariti rimsko cesarstvo, veličino Karla Velikega, ne, in je zato tudi sprejel simbole, ki so determinirali pravzaprav, rečemo, rimsko cesarstvo, kot je orel, lev,
recimo čebele. Čebele so sploh simbol papeštva, rodovitnosti, delavnosti. Same dobre konotacije jih spremljajo. Recimo v času baroka je imela familija Barberini, ki je bila takrat najbolj znana Barberini, tako kot prej recimo Medici v Firencah, je imela v svojem grbu čebele. In te čebele so bile potem praktično po celem baročnem Rimu nekje vpete v neke fasade, recimo. In ravno tako je bilo potem tudi pri Napoleonu I, kjer je bila poleg njegove črke N, je bila tudi povsod nekje čebela, kot reminiscenca na preteklost in na veličino preteklosti. Recimo, čebele so bile tudi simbol faraonovih solz. Ko se je faraon, ki je bil pač predstavnik Boga na zemlji, če je točil solze, so te solze, ko so padle na zemljo, spremenile so se v čebele. Kakšna lepa, to so take lepe stvari. Lepe prispodobe, lepe zgodbe iz preteklosti. Če se vrnemo, če iz preteklosti zdaj pridemo nekoliko v sodoben interjer, ali še toliko upodabljamo živali, ker se mi zdi, da z modernizmom, kjer je bilo vse ravno in tako, so živali nekako izgubile to svojo vlogo v estetskem smislu. Mislim, da ste to absolutno povedali, da tukaj pravzaprav težko karkoli dodam, ker dejansko v teh interjerjih, bom rekla, s to redukcijo pravzaprav pohištvenih elementov, s temi stenami, ki so večinoma prazne oziroma ali pa steklene, tudi za slike, za likovna dela nimamo več prostora. In živali so zdaj samo še pravzaprav v njihovi primarni podobi, take kot živali, kot živali. Ja, to pa mislim, da ljudje pa imajo zelo radi mačke in pse in tako naprej. Zdaj bom pa čisto še tako proti koncu neko vprašanje. Naš največji, za mnoge največji arhitekt Jože Plečnik, ali je tudi on kdaj uporabljal v svojih umetninah, v svetilih, arhitekturi živali? Jaz mislim, da najbolj znana upodobitev živali pri Plečniku je kljuka v Narodni univerzitetni knjižnici. Kljuka je v bistvu podoba konjske glave, konj pa predstavlja seveda moč, ali je kar konj kot tak? Konj kot tak, moč, inteligenco, svobodo, plemenitost. In zanimivo je to, da je Plečnik to kljuko postavil malo više, kot je, rečemo, normalna pozicija vratne kljuke. To zato, ker je s tem hotel dodati v bistvu neko simbolno vrednost znanja, učenosti. In ko mi to kljuko primemo in se potem po tistih stopnicah dvigujemo proti hramu učenosti, v bistvu gremo proti znanju, gremo proti nečemu, kar nas napolnja za eno tako posebno... Se pravi, ni to znanje takoj, kot bi rekli, na dohvat ruke, ampak moraš poseči nekoliko više in se potruditi, da do znanja prideš. Zdaj je zopet simbolika. Spet je to simbolika. Nobena stvar v umetnosti ni sama od sebe tam, kjer je. Ne. Ja, verjetno jih je zelo malo. Mogoče za tiste niti ne vemo. Ker vsaki taki vidimo eno simboliko. Katero je pa vaše najljubše delo, mogoče oblikovalski izdelek ali umetnina, ki se tudi dotika živali? Ali jih je več? Jaz mogoče, mislim, delo. Jaz imam zelo rada perzijske preproge in v teh perzijskih preprogah v bistvu so, tako kot sem prej rekla, utkane te živalske podobe. In recimo tako vsak dan gledam eno preprogo, ki sem jo obesila na steno in v tisti preprogi so utkane antilope, gazele, ptiči, pa tudi seveda. To so bila perzijska nebesa, ker oni so se nebesa predstavljali tam, kjer so živali, kjer lahko lovijo, kjer so ptice. Ja, kjer je v bistvu nek dušni mir. Dušni mir, tako, ki ga najdemo z živalmi. Ja,
Ja. Meni je žal, da je najin čas potekel. Toliko znanja, prava zakladnica zgodovine umetnosti in veselim se izida znanstvene monografije, ki bo izšla kmalu. Jaz upam. Kjer bomo izvedeli veliko več o pohištvu, interjerju, arhitekturi, umetnosti in vsem, kot sem prej povedala, ozadju, ki spremlja zgodovino umetnosti in to v slovenskem jeziku. Zahvaljujem se vam za pogovor, to je bilo zelo poučno, zelo sporočilno, veliko smo izvedeli in še bomo. Najlepša hvala, Mateja.